Trije tipi spletnih tečajev in kako nam lahko služijo v našem edu biznisu oziroma kako nas lahko podprejo v našem izobraževalnem biznisu oziroma v našem biznisu nasploh. Hvala, Maruša iz edogodek.si tukaj in velikokrat me slišite govoriti, ja, spletni tečaji morajo biti nujno vsi taki, da nekaj morajo udeleženci noter delati, morajo biti ful nekih aktivnosti, peljati k rezultatu in tako naprej, ne. Danes bom to plato malo obrnila, zdaj eno daljše predavanje na to temo že imam, pa bom tukaj samo en tak kratek povzetek naredila, no, skratka, spletni tečaji obstajajo vsaj trije, no, jaz sem nekako izluščila tiste tri glavne tipe spletnih tečajev v povezavi z našo edu-biznis strategijo, tako da v bistvu tukaj se je treba zavedati, ko greste delati spletne tečaje, imamo torej nekako tri tipe spletnih tečajev in tudi ti trije tipi zahtevajo različno, bom rekla, različno stopnjo veščin in znanja kreiranja spletnih tečajev. Tako da, prvi tip je tako imenovani neke vrste informativni produkti, oziroma jaz jim rečem infospletni tečaji, ki so nekako na nivoju vedeti. Drugi tip spletnih tečajev so transformativni spletni tečaji, ki so nekje na nivoju implementirati oziroma narediti, spremeniti in tako naprej. In pa tretji tip spletnih tečajev so tako imenovani podporni oziroma suportni tečaji, kjer govorimo o neke vrste spletnih video vodičih, raznih podpornih, bom rekla, video lekcijah in tako naprej. Evo, razdelam majčkeno bolj podrobno, pa pač razložim tudi, kje je konkretno v vašem biznisu, oziroma v tvojem biznisu, oziroma v našem biznisu lahko pač to zadevo uporabimo. Torej, informativni produkti, informativni spletni tečaji. Zdaj, oboji, in informativni in transformativni načeloma se kreira po istem principu, ne. Skratka, lahko uporabite tisto strukturo, ki jo učim v tistem brezplačnem priročniku, v brezplačnem spletnem tečaju, pa tako naprej, no. Skratka, lahko uporabite ta sistem, s tem, da je samo razlika v tem, da pri infoproduktu damo manj pozornosti aktivnostim, skratka ne peljemo udeleženca v neke aktivnosti, ne zahtevamo od njega, da aktivnosti delajo, lahko naredijo neke manjše aktivnosti, ne. Tudi jaz v brezplačnem uvodnem spletnem tečaju vam dam neke male aktivnosti, nekaj tacka, no, jaz naredim kar majčkeno večje, no, ampak neke take aktivnosti, ki so v parih minutah lahko narejene, ne. Nekaj, da ne zahteva zdaj, ne vem, da bomo 1 uro, da bo udeleženec, ki predeluje spletni tečaj, dolg pol ure, zdaj pa še 1 uro pa delo, ne. Skratka, nekaj majhnega, kratkega, toliko, da vas spoznajo, da vidijo, na kakšen način tudi vi aktivnosti izpeljete, ne. Skratka, to so infoprodukti, kjer je v bistvu poanta, da mi udeleženca naučimo oziroma seznanimo z nekimi osnovnimi zadevami, je pač v zvezi z našim, ne vem, krovnim programom, spletnim programom ali pač v zvezi z našim biznisom oziroma z našim svetovanjem, z našim coachingom ali karkoli. In bistvo tukaj je predvsem, da jih seznanimo, peljemo jih čez naš proces. Te spletni tečaji so nizko interaktivni, v smislu tudi udeleženec, ki je v interakciji z vsebino, ne dela ne vem kakšnih nekih hudih zadev, ne. Lahko bi celo rekli, da tak spletni tečaj se skoraj bolj splača posnet kot neko e-predavanje, pa ga dati na splet ali pa kakorkoli, ne. Skratka, te tečaji so, bom rekla, namenjeni bolj kot ne nekemu uvodu, predstavitvi našega biznisa oziroma naše ponudbe oziroma te naše rešitve, no, da speljem bolj na udeleženca. Mi udeležencu dajemo rešitev, ne ponudbe v smislu, lej, tukaj imam ta tečaj, tok pa tok, ne, ampak, lej, moj tečaj je rešitev za to pa to in proces je tak pa tak, seznanite s tem pa s tem, delali bomo to pa to. Skratka, super varianta za neke, bom rekla, promocijo, za neko seznanitev udeležencev, ne, udeleženci, ko nas kupujejo, rabijo tudi pač neko osnovo vedeti, kaj mi ponujamo, pa kako jih peljemo do rešitve in tako naprej, ne. Druga varianta so pa torej te spletni tečaji, ki pa so, bom rekla, transformativni, pa zdaj tukaj ne govorimo o neki hudi transformaciji, tukaj govorim lahko tudi samo neka sprememba nekega vedenja, ali pa da usvojijo neke nove principe, ali pa da nekaj spremenijo v življenju in tako naprej. To so pa res tisti tečaji, kjer je pač, bom rekla, poudarek na implementaciji, poudarek na tem, da mi preko spletnega tečaja, tudi če je za samostojno učenje in je udeleženec sam, da mu pomagamo, kljub temu, da je sam in kljub temu, da dela nadaljavo, da mu pomagamo preko spletnega tečaja, da pride do nekih rešitev in nekih rezultatov, ne. Zato smo rekli, mora pač neka struktura biti na mestu, mora biti spletni tečaj narejen po nekih takih, bom rekla, pravilih in zakonitostih, da pač olajša to spletno učno izkušnjo. No, tretja stvar je pa spletni tečaji, ki so, bom rekla, suportne narave, to so pa v bistvu
lahko neki membership programi, torej neki članski programi, kjer mi dajemo noter, neke samostojne lekcije. Skratka, tukaj je pač poanta, da so neki video vodiči oziroma neke krajše video lekcije, lahko so tudi mogoče malo daljša predavanja, ki so pač samostojna, ne prinašajo neke ultimativne oziroma neke velike transformacije, so pa v bistvu kot samostojna enota, ne. Tukaj si lahko predstavljate, jaz vam dostikrat dam pol v spletne učilnice ali pa tudi na YouTube pa tako naprej kakšne video vodiče, ki so kratki, ampak vsak video vodič že prinese nek rezultat oziroma neko konkretno, kako rečem, nek konkreten zaključek oziroma neko konkretno rešitev, ne. Ni pa ta rešitev zdaj tako velika kot, tam pri spletnem tečaju, ki je transformativne narave. Tako da, ko greste planirati svoje spletne tečaje, se je dobro najprej na začetku vzeti malo čas pa razmisliti. Zdaj, če delate po mojih programih, tistih uvodnih, brezplačnih, ali pa e-priročniku ali pa uvodnem spletnem tečaju, boste tako ali tako imeli noter že ta navodila, da si vzamete tistih pol ure časa in razmislite o svojem spletnem tečaju, torej čemu je namenjen, kakšen rezultat prinaša in na kakšen način boste udeleženca peljali do tistega, nekega osnovnega rezultata.